je zaceniti vsakega, ki kaj pridela na zemlji. To se je pa v zadnjih 2-3 letih izjemno odprlo, zelo drugače. Jaz mislim, da takšno kvaliteto življenja, kot ga imamo v Sloveniji, ne vem, če še imajo kje. Po košarki, po jezikih je pa to tisto, kjer sem jaz doma. Da otroci res dobijo to, kar pravimo po kratkih verigah, ne. Tu se odkrivajo res neke skrivnosti narave. Če ti prodaš samo surovino, so zelo, zelo nizke cene. Čim več bo zraslo, jaz bom čim več prodal, da bom čim več zaslužil, ne. Kaj je prav, kaj ni prav, pa mi rabimo to življenjsko moč ohrani, ne. Pa seveda čaj za zdravje, da po prekrokljeni noči. Lepo je biti kmet, zato ker te narava vsakič znova zelo lepo preseneti. Lepo pozdravljeni v podcastu Obrazi podeželja, kjer bomo danes spoznali žensko, ki je iz športnega sveta šla v svet rastlin. Katja Temnik, nekoč vrhunska košarkarica, danes biodinamična kmetovalka, ki ustvarja na zeliščnem vrtu in kmetiji Majnika. Katja, dobrodošla v Obrazih podeželja. Hvala lepa za povabilo in dober večer. Majnika, jaz sem najprej, zanimiva imena mi nekako potem v glavi odzvanjajo, pa razmišljam, kako je zdaj to ime nastalo, pa mi boš povedala, če imam prav. Majnika, se pravi Maj je Majda, Kaj je Katja, priimek je pa vmes. Ne, pa sem mislil, da je, lahko bi bilo. Ja, zanimivo, kako je potem, so različne variante, ko ljudje ugibajo, zakaj imamo takšno ime. Torej, gotovo z našo zgodbo je začela moja mama Majda, in rojena je tudi Maja, ampak, ta zgodba je v bistvu sega v naše začetke. Torej, moja mami se je zgodaj upokojila in takrat je dala duška vsemu, kar jo je v bistvu od mladosti veselilo, in to je bilo predvsem delo na zemlji in delo z zelišči, ne. In kot lokalna turistična vodnica, je vodila skupine tudi na dvorcu Trebnje, kjer so imeli zeliščne vrtove, in si je tako pri sebi mislila, če bi pa kdaj bilo možno, bi pa jaz imela en tak svoj vrt, na katerem bi lahko sprejemala ljudi, jim pokazala rastline, se z njimi pogovarjala. No, in to se je uresničilo. Ko so naši sosedi dali zemljo v najem, smo ta travnik spremenili v zeliščni vrt in seveda temu vrtu je bilo treba dati ime. In to je potem moja mama rekla, jaz kake pete pihte ne bom, ne mi zdaj s kakimi junaki oziroma junakinjami. Pa smo z bratom rekli, ne, saj bi po tebi bi bilo ime, ne. In potem se je spomnila ene zgodbice iz njene res rane mladosti. Včasih so na vasi imeli samo eno trgovino, ne. No, zdaj jo še te nimamo. In ko je šla prvič kot zelo mala punčka v trgovino, ko jo je mama sama poslala, takrat so pač zapisovali, pa so kasneje plačali, ne, in je rekla mama, moji mamici, ne, je rekla, ko prideš v trgovino, povej, kdo si. Te bo trgovec vprašal, kdo si, in ti lepo povej, da si Majda Trbovc. In ona gre, trgovec jo vpraša, ja, punčka, kako je pa tebi ime? In ona reče, Majnika Boc. In potem je ta trgovec in pa tudi vaški župnik sta jo skozi njene otroška leta klicala Majnika, moja Majnika je prišla, in ona se je potem po 50 letih tega spomnila. Nama z bratom se je zdela zelo originalna, zelo posrečena, zgodbica, in tako je prišlo do imena Majnika, ki pa seveda vsebuje tudi K, ne. Ja, jaz sem takoj razmišljal, kaj bi lahko bilo. Nisem nikoli pomislil, da je mama dala drugo ime, da ne bo treba plačati v trgovini. Ne. Vidiš, to pa mi tudi nismo. Niste pomislili, da je mama bila zvita, pa je dala drugo ime, da ne bi vedela, ampak na vasi se vse ve, a? Ja, ne. Moja mama. Se pravi, ti si tudi odraščala, si torej na vasi. Tako, jaz sem rojena pač v bolnici, drugače pa v Žičah, tu, kjer še vedno zdaj, ali pa bom rekla ponovno stanujem, tako da ja, nekako
To vaško življenje, pa tudi zemlja, narava mi je od otroštva zelo blizu. Je pa res, moram priznati, da kot otrok, kot najstnica si nisem nikoli predstavljala, da se bom ukvarjala s kmetijstvom, da bom imela kmetijo, da bom kmečko zavarovana. Jaz sem sanjala o tujini, o tem, da bom živela v mestu, predvsem, da bom spoznavala svet. In vedno sem govorila, jaz bom živela v tujini, če ne v tujini, pa v Ljubljani. V Žičah že ne. In potem, ampak zdaj ne vem, ker povem naprej še zgodbo ali. Lahko nadaljuješ zgodbo v smeri, da so se ti sanje vsaj za nekaj časa uresničile. Saj si bila v Ljubljani, videla si svet. Tako, na srečo sem pač imela ta talent za košarko, in ker je bila takrat v mojih mladih letih Ježica Ljubljana najboljši slovenski klub v košarki, so me že kar hitro povabili v svojo sredino, tako da sem s 16 leti res šla v Ljubljano, tu živela, mi je bilo super, in potem sem z Ježico, takrat smo igrali Euroligo, pa potem s slovensko reprezentanco, res veliko prepotovali. Najbolj bistvena izkušnja je bila pa gotovo življenje, ke sem igrala v tujini, v Španiji 3 leta pa 3 leta v Italiji. Tako da sem res ta svet videla in izkusila in sem zelo hvaležna za to izkušnjo. Je pa res, da potem, ko postaješ zrelejši, starejši, ko tudi šport nekako se približuje koncu te kariere, začneš razmišljati, kaj pa si želiš od življenja, neko predvsem kvaliteto življenja, In jaz sem, to večkrat povem, in tudi moji prijatelji iz tujine, ker so me res zelo lepo sprejeli, se nikoli ne morejo načuditi, kako je Slovenija lepa. In jaz mislim, da takšno kvaliteto življenja, kot ga imamo v Sloveniji, ne vem, če še imajo kje. Res, ampak kvaliteto jaz pojmujem s tem dostopnost do narave, do zdrave narave, do pestrosti narave in pa predvsem do zdrave hrane. To smo tukaj že parkrat slišali v pogovorih z ljudmi, recimo z ljudmi, ki so bili drugje, ki so živeli recimo v tujini. Ti si prav živela, ko si bila Italija, Španija, takrat si, koliko časa si potem živela tam? Najprej sem 3 leta v Španiji, potem 3 leta v Italiji. Si prišla domov samo za božič? Ja, za božič pa za izpite. Jaz sem takrat vpisala magisterij na FDV politologijo, prej sem jezike doštudirala. Tako da, ja, za božič pa čez poletje. Ja, drugače sem pač prav bila tam. Bila si tudi kapetanka slovenske reprezentance, če se ne motim? Ja, tudi kar nekaj let, ja. Tako da bom rekla, na to sem ponosna, čeprav takrat v mojih letih smo nekako tirali pot. Če gledate, da sem jaz bila po osamosvojitvi, pa moja soigralka Daliborka Jokić iz Ljubljane, smo bile v bistvu prvi, ki ste šle igrati v tujino, Tako da mi smo takrat, naša generacija, nekako orali ledino te samostojnosti in jaz sem zelo vesela, da je danes ženska košarka v Sloveniji na takem visokem nivoju, da se punce redno uvrščajo na evropska prvenstva, igra jih veliko v tujini, tako da nekako začetniki smo bili, ja, ampak ja, ta izkušnja tujine je zelo dragocena. Nekaj vrste Marko Milić, on je šel pa takrat v NBA, No, Marko Milić je pa poročen z mojo soigralko Vesno Spalević, tako da ja, se kar dobro poznamo. Evo, kje sem ga potegnil, zdaj Kranjčan. Ja, smo bili vedno ponosni nanj. Tako, Kranj je vedno dal dobre košarkarje, pa tudi košarkašice se zelo. Ampak vseeno, kljub vsemu, se pravi, in košarka, se pravi, kapetanka državne reprezentance tujina, vseeno si uspela in biti diplomirana prevajalka in magistrica politoloških znanosti, se pravi, si sam učila pa športala, kaj drugega delala? No ja, ko sem bila mlada, sem še na fante dosti mislila, tako da to je bil tudi tak zanimiv del življenja, no, res ta športni. Starša sta vedno, čeprav na žalost je moj oče hitro umrl, ampak vedno sta vztrajala pri izobrazbi. Tudi sta rekla, sposobna si. Jaz mislim, da sem
mogoče edina kmetica, ki je imela Zoisovo štipendijo v vseh svojem šolskem ali pa izobraževalni poti, ne. Tako da ja, študij je bil pomemben del mojega življenja. Nisem želela vpisati DIF-a, ne, torej športne fakultete, ker to pa sem imela dovolj s treningi 2krat na dan, tekmami in sem želela razvijati tudi kako drugo moje področje, no. No, ampak v katerem trenutku si pa pol kar enkrat pomislila, jaz grem pa zdaj iz igrišča v zelišča? Ne, ni bilo kar tako. Ni bil ta prehod. Ne. Daj, kako se je to potem, a se je to postopno dogajalo, da ste vlekli nazaj, pa da si zdaj tukaj, kjer si? Tu se, bom rekla, zgodilo dosti tako organsko, tako kot zdaj razumevam, kako deluje življenje in neki organizem, ne, narave, pa tudi naših življenj, odvisno, kako se odvijajo. Zanimivo je bilo to, torej vsekakor je glavna krivka moja mama. Ona je, torej takrat, ko sem jaz šla v tujino, je ona se upokojila s 50 leti in je tudi kar hitro, ona je drugače diplomirana inženir kemijske tehnologije, je pa na koncu tudi učila kot profesorica na srednji šoli in je hitro začela tudi z nekimi izobraževanji, ne, in odprla je tudi že dopolnilno dejavnost, naredila ta tečaj za biodinamiko, skozi jo je seveda ekologija zanimala, no, in moja mami mi je pošiljala v lektoriranje gradiva, ki jih je pripravljala za svoje delavnice. Bodisi o zdravi hrani, o kalčkih, ne, kalčke je tudi začela gojiti in potem predvsem o biodinamiki in jaz nisem popravljala samo vejice pa pike, ampak me je prav vsebina začela zanimati, ne. Tako da sem potem, ko sem se odločila, da zaključim kariero, da se vrnem domov, sem še prevedla nekaj knjig, eno leto sem učila na šoli, angleščino in španščino, ampak sem potem videla, da to ni za mene. Da sem vseeno bolj nekako se navadila tega svobodnega duha, ki ga pa v nekem institucionaliziranem šolstvu nekako ni več toliko. Skratka, in seveda življenje ponovno z mamo in z njeno strastjo, z njenim res tem neusahljivim vedoželjem po spoznati, poštudirati, ne. Res je en tak primer zdravega staranja, bom rekla, ne, aktivnega. In pa seveda biodinamika, ne, ta antropozofija, duhovna znanost Rudolfa Steinerja, iz katere izhaja biodinamika, je pa bila tisto res točka preloma, kjer sem jaz ugotovila, da po košarki, po jezikih je pa to tisto, kjer sem jaz doma. Torej po spoznavanju predvsem sebe in pa sveta, v katerem živimo, in tu je bila narava najboljše polje, kar sem ga lahko dobila, ne. Kaj pa pravzaprav je biodinamika? Kaj je to? Sliši se tako, je biodinamika, malo dinamično, malo naravno. Kaj je to, da iz ene njive presadiš na drugo, pa tam potem rožice kaj črpajo noga, ali kaj? To je biodinamika, je v bistvu največ ljudi jo pozna, v Sloveniji kar veliko pozna, po setvenem priročniku Marije Tun in po dnevih za list, za korenino, za cvet. Ampak to je samo en zelo majhen del, ki je lahko seveda vstop v to celotno, bom rekla, vedo o življenju v naravi. In torej biodinamično kmetovanje je en korak naprej od ekološkega, v smislu, da so še strožje omejitve glede uporabe kakršnihkoli kemičnih zaščitnih sredstev. V biodinamiki se uporablja samo naravne pripravke. Najprej izgleda dosti čudno, ker so eni pripravki, ki se delajo iz živalskih ovojnic in iz določenih zelišč, rastlin, in se tudi zakopljejo v zemljo. In to je res, dokler se v to ne poglobiš, da razumeš, zakaj se kaj počne, je lahko kar
zgleda čudno, no. Ampak zanimivo, na primer ta gnoj iz roga se uporablja, zdajle smo ječmen sejali na delu polja in takrat preden idealno je 3-krat poškropiti, drugače pa takrat, ko poseješ, je to, v bistvu je homeopatski pripravek, ne. Mora se 1 uro mešati, da se ta 40 litrov deževnice in pa približno 2 kravja roga humusa prepojita in potem ti poškropiš in s tem vplivaš na boljšo kalivost. In pa ena zelo pomembna kvaliteta je, rastline razvijajo izjemno globok koreninski sistem, kar je v današnjem času, ko so take suše, ko res nimajo, ne, ko govorimo o tem, da zaradi suše imaš slabši pridelek, v biodinamiki je to veliko bolj uravnoteženo. Pol je ena taka kvaliteta, na primer baldrijanov preparat, ki se pač stisne baldrijanovi cvetovi in mi ga uporabljamo predvsem proti zmrzali, ker tudi ta baldrijan deluje z elementom toplote in to preden, če je napoved, zdaj mi imamo malo sadnega drevja, ne, in dostikrat pride zdaj do pozeb, tako da jaz grem potem to poškropiti, je treba mešati 15 minut, no, ampak izjemno zanimivo ali rezultat tega ali pa stranski učinek tega, ko jaz poškropim drevje, vedno grem poškropiti tudi v žičah, tam, kjer imamo največ zelišč, pa zeliščni vrt, tudi rastline, ne. Tam, kjer so trajni nasadi, pač trajne rastline. In na primer letos je gospa, ki nam destilira, no, ste ravno dali meliso, hidrolat. Melisa je zelišče, iz katerega, ne, torej pri destilaciji se oziroma izloči eterično olje in ta rožna voda, ki ostane, je potem hidrolat. Je veliko bolj blag. Tako močen. Ni tako močen. Pri eteričnem olju moraš zelo paziti, Zato ker nevaren, ja. Ja, zelo po kapljicah, ne direkt uživa tako. No, ampak zanimivo je, eterično olje melise je zelo težko pridobiti in je tudi zelo dragoceno, tako kot vrtnica, ne. Zelo male zelo veliko maso potrebuješ, da dobiš kar nekaj eteričnega olja. No, in ta baldrijan, ki ga jaz škropim, ker zdaj je pa že skoraj vsako leto, da drevje že cveti, v bistvu pa pride pol zmrzal, ne, in pomrzne. V zadnjih, zdaj letos ne, ampak prejšnjih 2 letih smo imeli izjemno deževna leta na našem področju, ne, preveč dežja za rastline, za zelišča. Zelišča razvijajo aromo, vonj v pusti zemlji in pa na soncu, ne. Če imajo veliko dežja, so recimo bolj light, ne. Ampak naša izjemno dišijo in to povezujemo s tem, ko smo škropili in s kremnom in z baldrijanom. In ta gospa, ki nam destilira, je prav nam prinesla, letos je prišla in mi je rekla: "Pa kaj delate vi, da imate toliko eterike, ne?" In na primer iz 2 vrst, 50 metrov je dolga njiva melise, smo mi pridobili 70 mililitrov eteričnega olja, kar je res ogromno. In hočem reči, to je biodinamika, ne. Ampak če je ena taka gospa, ki se spozna na te stvari, ne ve, kaj ste vi naredili, to so zdaj kakšne starodavne vede, a to sta vidve z mami malo razvili, a to je, Ne. ke 500 let nazaj bi se malo človek strašil, dajte ne to preveč kazati okrog, to že malo diši po čarovništvu, zakaj pa nima toliko rase, pa toliko dobro vse, pa toliko močnejše rožce. Ne, to jaz mislim, da nismo mi edini, ampak prav to je efekt teh preparatov in pa načina, tudi zelo zanimivo je, kako odnos, ne, kako človek lahko vpliva, pa ne zato, da jaz govorim rastlinam, rad imam, ampak da rastlino gledam kot nekaj, kar ni zgolj objekt za neko izrabo, a veš, da ni to zgolj čim več bo zraslo, jaz bom čim več prodal, da bom čim več zaslužil, ne.
A pa imate kakšno kravo doma zdaj za to, da ona to proizvaja, a si to sposodita? Prenese kakšen sosed, sodelujeta s kom, ki krave ima? Tako, mi žal nimamo živali, imamo nekaj kokoši za lastno rabo, pa račke za polže. Ampak moj cilj je, ja, da bi, ker smo kupili pred parimi leti eno posest, torej zapuščeno kmetijo, ker ni bilo nič več in jo počasi vzpostavljamo, vsekakor je želja, da bi imeli svojo kravo. Torej več živali, ker živali pa dajo ta duševni aspekt, ne. Zelo, zelo zanimiva je biodinamika, no, da ne bom preveč, ampak na primer, če je krava je srce kmetije, vse, ne vem, imaš konje, pse, vsi imajo neke duševne lastnosti živali, ki pripomorejo k ustvarjanju okolja, Do popolnosti. tako, do celote. Ja, do celote. In iz take celote, iz take pestrosti zrastejo čisto drugačne rastline kot po nekih monokulturah, ne, ki jih obdelujejo droni, stroji, ne vem, kake vse mašine, ne. Ker česa tam ni ravno te življenjske sile, ki jo te rastline pridobijo v taki pestrosti in s takim odnosom. In ta življenjska sila je tista, ki nam ne polni, želodec nam polni materialno, ne, kar pojemo, ampak to, da mi imamo nek zdrav občutek za soljudi, za naravo, da imamo neke jasne misli, presojo, kaj je prav, kaj ni prav, pa mi rabimo to življenjsko moč v hrani, ne. In to nam dajejo take rastline, ne. Kaj vse pa imata, recimo od rastline, ker zdaj sem samo tam en čajček sem prej prijel, pa sem prebral, pa je bilo že samo na enem čaju je bilo 10 različnih stvari noter. Ja, rastlin, no, torej ta biotska pestrost oziroma biodiverziteta nam je zelo pomembna, tako da v naše izdelke že samo v zeliščni soli, ne, ki je naš najbolj prodajan izdelek, je 18 različnih kuhinjskih zelišč, ne. Potem pa imamo te čajne mešanice, tako da nekje čez 80 zelišč, bodisi za čaje, bodisi za zeliščno sol pridelujemo za trg. Ja. Za juhice. Mi je rekla moja prijateljica, soseda, ki ima zdaj študentko, ne, hčerko, mi je rekla: "Iva, reči Katji, zdajle za novo leto študentski paket, zeliščna sol, to skuhaš nekaj dobrega, tudi če ne znaš kuhati." Tele kapljice za koncentracijo, ko imamo ene tinkture, pa seveda čaj za zdravje, da po prekrokani noči, da v bistvu... Čudaš tam prav, je prav ta prekrokani noči, za zdravje. Za študentsko zdravje imamo. Če je naporna noč, pomaga. Da življenje kljub temu, ja, ne, da ni zdaj samo knjige, ne. Hočem reči, ja, imamo kar nekaj rastlin, ki jih tudi pač dajemo v izdelke. Zdaj gotovo meta, melisa od zelišč, timijan, rožmarin, ne vem, šetraj, materina dušica, potem so kaki žajblji, tega imamo največ, ne. Potem so pa kaki cvetovi, kamilice, ognjič. To vse da svoj doprinos k neki kvaliteti potem izdelka, ne. Če se majčkeno oddaljiva od te teme, ampak vseeno ostaneva na vaši kmetiji, a je odprta za ljudi, lahko ljudje pridejo pogledat, kako to izgleda, dobijo kakšno idejo, da bi mogoče tudi sami kaj podobnega počeli, tudi kaj izobražujeta z mamo? Ja, vsekakor. Mislim, nama, torej sva, bom rekla, obedve malo učiteljice po duši. Moji mami predvsem, mislim, še zlasti je bilo, da ko se je enkrat to začelo razvijati v neko poslovno zgodbo, da bo tudi to neko odprto učno okolje, ne, če tako rečem. Tako da jaz z veseljem sprejemamo, ali so to neke turistične skupine, ki potem si ogledajo druge turistične točke v destinaciji, Rogla-Pohorje na primer, ali so to otroci, imamo naravoslovne dneve, ali so to, ja, kmeti tudi, na primer zdaj smo imeli obisk, kjer smo predstavili našo dopolnilno dejavnost, ne, ker mi kot kmetija pač 95% dohodkov ustvarjamo skozi dopolnilno dejavnost. Torej mi
predelamo to, kar pridelamo, ne. Ker to pa je, no, to mogoče je tudi pomembno, da povemo, male kmetije, mi imamo 6 hektarjev, živimo se pa trenutno od dobrega hektarja, bom rekla, ne, teh zelišč. Vse drugo je za biotsko pestrost pa za prihodnost, no. In hočem reči, majhne kmetije danes, ki imajo male površine, jaz mislim, da morajo ustvarjati končni izdelek. Torej, tam se dobi dodana vrednost, ne. Če ti prodaš samo surovino, so zelo, zelo nizke cene in za takšno delo, ki ga kmet opravlja, gotovo prenizke. Če pa ti potem to posušiš, zmešaš, narediš neki izdelek, prodaš končnemu kupcu po možnosti, tam se pa ustvarja pač toliko, da lahko kmetija se živi in se tudi financira iz tega, ne. Koliko si pa potem tudi vseeno, ker si majhna kmetija, si mogoče malo bolj prilagodljiva, par sem jih že imel, ki so se strinjali s to trditvijo, da majhna kmetija je bolj prilagodljiva, ampak ja, da je pa fajn imeti tudi kakšen končni izdelek, ne. Seveda smo in mogoče se še tu povežem na prejšnjo vprašanje, ne. Torej, mi majhne kmetije izkoriščajo pač ves svoj potencial, ne. In torej eno je, kako pridelajo, kako predelajo, so izdelki, in tretja stvar je potem, da večinoma sploh, zdaj rečemo, mi smo tudi taka novodobna kmetija, kjer večinoma vstopamo ljudje, ki smo mogoče malo bolj izobraženi, torej imamo še lahko ponudimo tudi te izobraževalne ali pa te storitvene dejavnosti, ne, ali pa imaš turistične kmetije. Skratka, da tudi tu se ustvarja neki prihodek. S tem, da mi pa tudi dajemo poudarek, oziroma jaz zadnje leto, ko sem igrala v Italiji, sem bila ambasador specialne olimpijade, torej predvsem so bili otroci, no, pa tudi starejši z invalidi oziroma osebe s posebnimi potrebami, in tam sem videla, kako lahko ti z zelo malo svojega časa in truda narediš ogromno za nekoga, ki je pač prikrajšan za nekatere stvari, ne. Torej za otroke, ki so nezmožni igrati košarko, recimo, pa da iz invalidskega vozička lahko se trudil vreči na koš, ne. In kakšno veselje je bilo to pač ljudem s posebnimi potrebami, in to sem nekako ohranila in tudi sedaj učim, torej španščino na osnovni šoli v Podgoru, kjer ima tudi oddelek za učence s posebnimi potrebami, in z veseljem pač sprejmemo tudi ljudi, ali tako iz šole ali pa tudi drugače. Zdaj, ti na tem področju si kar močna, bila si leta 2019 inovativna mlada kmetica, leto kasneje najboljši podjetnik med kmeti. Se pravi, tvoje delo ni samo, da ti vzgojiš, ti imaš cel proces, tudi podjetnica si, kaj vse je v bistvu tvoje delo na kmetiji? Top 3, kaj največ delaš? Ja, na primer tale promocija, ne, ali pa ne, mislim, to je sestavni del največ, res delam vse, mogoče zdaj najmanj, ne vem, mešam čajev, pakiram, neko tako delo, kjer so punce, ki nam pomagajo, tudi zaposlene imam, ne, izurjene, in to, bom rekla, tudi boljše od mene opravijo oziroma si vzamejo čas, da to opravijo boljše. Jaz pač te birokratske zadeve, posle, čeprav moram reči, da zdaj po 15 letih, ali pa rečemo 13, no, kar smo nekako resno za to zagrabili, imamo že skoraj težavo, sploh zdajle v tem času, nam je večji problem pridelati, ko prodati, ne. Ampak morate tudi razumeti, da midve z mamo sva minimalno, pa ne vem, če vseh teh 12 letih, evo, bom rekla, 2000 evrov je veliko, če smo vložili v promocijo. To tako
povpraševanje smo si zgradili samo s trajnostjo in pa tudi, da ti stojiš za tem izdelkom. Moja mami, vse izdelke, ki jih mi prodajamo, je najprej naredila za nas, za svojo družino, ne. Torej, hočem nekaj reči, mi točno vemo, kaj jemo in kaj tudi ljudem dajo. Mogoče to na prvi pogled ni, ne, ali pa takoj, da bi ljudje za to zagrabili, ampak če ti pri tem vztrajaš, pa potem prideš do tega. No, hotela sem reči to, da niti, evo, zdaj so mi punce rekle, ne, zdaj bo šla spet na televizijo, za pol leta zapremo. Ne, ampak res je to, ne, ker pri nas je pa problem, pa je pač ročno delo, ne. Torej, to in ta raznovrstnost, najlažje je imeti eno in naštudiraš sistem, ne vem, traktorje, mašine, pa je, ampak tu se vrnemo pol nazaj, kaj pa to v družbenem kontekstu pomeni, ne, monokultura. In zdaj pa, ne vem, ognjič je treba pobirati tako, kamilice takrat, ko so cvetki odprti, melisa se reže, Se pravi, tudi ta dinamika dela je včasih zelo naporna, poleg vremena, ne, ki ga pa danes Vse bolj. Ja, Klemen, in to res vam polagam na srce vsem mestnim ljudem, da res je za ceniti vsakega, ki kaj pridela na zemlji. Resno govorim, to je, ne vem, da ljudje še vztrajajo, ne, kljub vsemu, a veš, v trenutku ti lahko poseješ, raste, pa ti v 5 minutah toča vse uniči, ne. In to, mislim, to non-stop gledati in non-stop biti na trnih, ali bo ali ne bo, to je res, in mladi, ki niso več toliko vztrajni, niti navajeni toliko dela, lahko imamo kar velik problem, kdo še bo prideloval hrano, ne. Saj sem z vasi drugače pri nas. Imamo, moji starši imajo njivico malo, imamo korenček, pa krompir, pa jagode, pa fižol, pa en kup stvari. To je taka dragocenost, ki se jo res ne zavedaš. Če bi zdajle prišel en Španc ali pa Italijan, imam enega, mislim, prijatelja, je bil zdravnik, naš klubski v Italiji, pa tako, zdravniki so kar navajeni na tak bolj 5 zvezdic hotele pa to. Ampak ko pride k nam, on vedno reče: "Katja, to je pa za 6 zvezdic, da tvoja mama gre tamle pa nabere paradižnik, solato in mi jo v naslednjem uri že ponudi na krožniku." Tega ni, ne, to je taka kvaliteta, ki se jo res v nobenem hotelu ne morejo privoščiti, no. Kako imaš pa kaj različne te končne kupce? So to ljudje, ki radi pijejo dober čaj, a imaš kakšne večje firme, ki jemljemo, kakšne šole, ki od tebe jemljejo čajčke, restavracije, gostilne? Tudi tu imamo zelo pestro. Tu smo se zelo organsko razvijali. Ja, od končnih kupcev zelo veliko prodamo še vedno doma na kmetiji, ampak zelo veseli smo, da prek zadrug, sploh Slovenske Konjice in te okoliške zadruge zelo dobro delajo, zelo smo veseli. Ljubljana je še vedno največji trg za ekološko, tako da prek tega najboljšega podjetnika v kmetijstvu smo dobili možnost, da prodajamo v Mercatorju, seveda mi ga ne moremo zalagati v celoti, lahko pa večje, ne, te hipermarkete. Začeli smo, in to tudi moram pač pohvaliti, sodelovati s podjetjem Serena, ki razvija svojo znamko, predvsem ekološke slovenske hrane iz Kamerca, in oni sodelujejo s temi trgovskimi verigami, se pravi, to je na eni strani gremo vseeno malo v širino, po drugi strani pa od vsega začetka nama je bilo z mamo pomembno, da bi lokalne šole, vrtci lahko pili naš čaj. In tu pa moram res priznati in z veseljem povem in pohvalim tako državo kot občine in pa predvsem šole, da so naredili v teh 12 letih, kar smo mi začeli ponujati svoje lokalne izdelke šolam,
pa ni bilo velikega interesa ali pa ni bilo možnosti, zato ker so bili razpisi tako narejeni, pa nisi prišel zraven, ne, z majhnimi količinami in s ceno, da to se je pa v zadnjih 2-3 letih izjemno odprlo, zelo drugače, torej veliko več tudi šole in vrtci jemljejo od lokalnih kmetov, kar pomeni, da so vsi vložili velik napor, ne, in država, da je to zakonsko uredila, torej da se izločijo določene stvari iz velikih razpisov, ne, da ti ne rabiš ponujati banane, kivije pa kalčke v istem, ne, ampak da so lahko kalčki posebej ponudijo ali pa čaj. Eno je to in pa seveda tudi kuharice, ali pa organizatorke prehrane, ki danes delujejo v šolah, da se potrudijo, pokličejo vsakega kmeta posebej, prilagodijo jedilnike sezoni, to, kar kmet ima, takrat bomo, da otroci res dobijo to, kar pravimo po kratkih verigah, ne, se pravi, zdajle je pridelano, jutri je lahko že na šolskem krožniku, tako da to je pa ena tistih, bom rekla, zgodb, s katerim sem res vesela, no, da se je nekako poklopilo na vseh ravneh. Ne bom to vprašal, kaj vse si se od zemlje naučila, ker jaz verjamem, da bo to odgovor, ki bi lahko knjigo napisala o njej, ampak mogoče kaj je najbolj pomembna stvar, ki si se jo naučila, odkar zdaj obdeluješ zemljo, pa sodeluješ z rastlinami in vse, kaj je najbolj pomembna stvar? Mogoče res to spoštovanje do narave, do te izjemne modrosti, kako je vse na svojem mestu, ne, če raste po naravni poti, ne, in kako ima vse svoj smisel in svojo vlogo. In da je vse v bistvu deluje kot organizem, ne, in če mi gledamo, da smo kot človek ali pa kot naše telo je organizem in jaz, če se na mezinčku nekaj poškodujem, pa bolečino čutim, jo čutim v celem telesu. In tako, če mi posegamo v ta organizem narave na enem malem delu, to se čuti na celoti, ne, in če mi preveč posegamo z nekimi ekstremi v naravo, so pač posledice te, ki jih danes čutimo, in se mi zdi, da res ta perfekcija v sami naravi, to me vedno znova fascinira, no. A pa te je veliko spremenilo, ne, odkar si prišla zdaj od športa, košarke pa do tega. Koliko te je narava, koliko so te rastline spremenile kot človeka? Jaz upam, no, da v svojem bistvu sem na nek način bila skozi ista, no, tudi trudila sem se vedno, zato so me verjetno tudi izbrali za kapetanko v večini ekip, v katerih sem delala, da je nekako celota, ne, da vsi nekako sodelujemo, da smo vsi v redu, ne. In to imam še danes in v tem smislu, ampak to sem nadgradila s tem, da ta celota nismo zdaj samo ljudje, ampak da so tudi rastline, živali, da je tudi narava, ne, in da gledam to, da to veliko bolj spoštujem, no, da vzamem v obzir, ja, in jaz mislim, da me je zelo spremenila tudi v smislu te notranje gotovosti. A veš, jaz delam toliko, ko nisem nikoli mislim, sem ogromno trenirala, pa sem pridna, ne, konec koncev sem tudi študirala, ampak toliko, ko zdaj delam, nisem nikoli v življenju. Pa tako malo, ko zdaj zaslužim, tudi nisem nikoli. Ampak toliko smiselno, ko pa jaz, a veš, vsak dan, pa čeprav je včasih res zelo naporno, ampak jaz ni enega dneva, ko bi rekla, ne grem se tega več, ker je pač neko notranje zadovoljstvo in tudi spoznanje, in brez narave, brez tega dela nikoli ne bi do tega prišla, da jaz imam svojo vlogo v tem svetu in neki smisel, kaj počnem, in da če znam, na primer, po koncu koncev tudi dati glas takemu kmetijstvu, da je prav, da to vlogo opravljam, ne. In da če imam toliko poguma, toliko moči, da sem pripravljena toliko delati,
zakaj tega ne bi počela. Ja. Zdaj, če bi bila lahko kapetanka slovenskega kmetijstva, ta tvoj glas, kaj bi želela, v katero smer da gre, kaj misliš, kam bi se moralo razvijati slovensko kmetijstvo, kje je še zaloga, a kam bi ti peljala to kmetijsko ekipo? Ja, gotovo pač v ekološko, seveda skoraj neizogibno biodinamično, zato ker tudi za prihodnost, ne, za vse te podnebne spremembe bo zelo težko pridelati hrano še na zemlji in pod soncem. Ne. V laboratoriju ni problema, ne, so že milijardne investicije za tisto, ampak spet je veliko vprašanje, kakšna hrana bo tam. Torej, iskati načine, kako še vedno pridelati zdravo hrano na zdravi slovenski zemlji in da pustimo, ne, jaz vedno tako gledam, danes živimo v času, ko mislimo samo nazajle, ne, ampak jaz si bi želela, jaz sicer svojih otrok nimam, ampak vse kljub temu skušam postavljati ali pa razvijati kmetijo v tako smer, da kdorkoli bo za mano to prevzel, ne, ali pa kdorkoli bo čez 100 let stal na tem mestu, kjer mi pač delamo, razvijamo kmetijo, da bo pogledal okoli sebe pa rekel, vidiš, pred 100 leti je nekdo mislil na mene. In jaz mislim, če bi bila kapetanka, ampak trener bi še vedno bil verjetno na ministrstvu, bi skušala v to smer, dajmo biti spet gospodarji na svoji zemlji. Ker danes večina kmetov pač mora vse kupovati. In to so, ali so semena, ali so zaščitna sredstva, ali je tehnologija, ne, in če bi naša kmetija imela toliko stroškov, kot imajo nekatere kmetije, pač ne bi mogla imeti danes 2 zaposlenih, pa jaz biti zaposlena na kmetiji, imeti študentov, ki pomagajo. Skratka, to, da bi bili čim bolj neodvisni, in zato pa pač potrebujemo neke spremembe tudi v načinu razumevanja narave in pa celega procesa kmetijstva. Omenjala si zdravje, en tak zanimiv slogan je tamle na vseh vrečkah, človek je največje zdravilo za človeka. Ja. A je tako? Ja, človek je najboljše zdravilo za človeka. Zdravilo za človeka. To je en star kitajski pregovor. Enkrat en seminar sem obiskovala na Dunaju, je bil tak mesečni in enkrat nisem mogla iti na to srečanje, pa so mi ti prijatelji z Slovenije, s katerimi smo bili, so mi poslali to kartico, ne, Der Mensch ist die beste Medizin für den Menschen. Pa sem tako pomislila, to si mi želimo na kmetiji. Biti kot človek najboljše zdravilo najprej za človeka, ampak kaj pomeni zdravilo, ne? V bistvu pomeni neko ravnovesje in neko ravnovesje v nekih zdravih odnosih. Ne zdaj, da mislim, ni zdaj, a veš, da mi zdaj tam mantramo ljubezen, ampak normalen človeški odnos en do drugega, ne, da si pomagamo, tako v ekipi, ne. In jaz mislim, da preko tega se posredno tudi zdravimo. In to ravnovesje v bistvu naše zdravje ohranja, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da je vedno bolj ali pa tudi vedno bolj se trudimo, da nekako sledimo temu sloganu. Eno klasično vprašanje imam še, ki ga vsem postavim. Zakaj je lepo biti kmet? Lepo je biti kmet, zato ker te narava vsakič znova zelo lepo preseneti in ti daje neverjeten navdih za življenje in spodbudo, da je življenje res neka dragocenost, ko je vredno izkoristiti v dobro vseh. Katja, jaz se ti bom zahvalil za ta lep pogovor. Lahko mislim, da bi govorila še 1 uro po vseh stvareh tukaj zadaj, zakaj so, kaj delo, kaj zdravijo. Lahko si ljudje seveda tudi pogledajo, imaš spletno stran, kjer je vse gor. Tako, majnika.si. Majnika.si.
Tam so čajne mešanice, zeliščna sol, kalčki, hidrolati, za spanje, za pomirjanje, proti mačku, študenti, naročite. V glavnem, vse, za vsako bolezen rožice raste. Tako je pa res, ne. Mi smo vseeno kmetija, nismo zdravilci, ne. Vsekakor se pa trudimo, da bi bilo hrana kot zdravilo, ne. In z veseljem, če boste pobrskali po našem spletu ali pa nas obiskali, ne. Imamo tudi odprt zeliščni vrt oziroma kmetijo, da vam pokažemo, kako delamo. Hvala, Katja. Jaz mislim, da smo zdaj vsi uživali v tem podcastu Obrazi podeželja in v tem slavospevu zemlji, naravi in rastlinam. Se še kaj gledamo?